Živjo, jaz sem Sofija in zelo me zanima biologija. Zato grem na razstavo o človeških telesih, da bom videla, kakšna so pod kožo. A so to dejansko prava telesa? Da, Sofija, krog tebe so prava telesa. Tudi vsi eksponati, ki jih vidiš tam manjši, to je vse izvira iz človeka, ki je v bistvu preminil in je doniral svoje telo v namen znanosti. Kako da so lahko ta telesa tako ohranjena? V bistvu se uporablja princip plastinacije na teh eksponatih. Recimo za eno telo traja lahko do 15.000 ur, da nastane. Zakaj pa so ta pljuča tako črna? To pa v bistvu, če vidiš kozarec zraven teh pljuč, se nahaja noter katran. Katran so vse škodljive stvari, ki se nahajajo v cigaretnem dimu. Ko kadilec v bistvu pokadi ta dim, se te škodljive stvari počasi začnejo nabirati v pljučih in tako kot vidiš, v primerjavi z zdravimi pljuči, so skrčena, kar pomeni, da v bistvu manj kisika lahko prevzamemo, prej se utrudimo, manj sploh lahko smo zmožni opraviti. Ali je res, da nam ušesa in nos rastejo celo življenje? Je si pa to slišala? Ja, v bistvu del ušesa in nosu raste celotno življenje in to je hrustanec, ki se nahaja tukaj v naših uhlih in na koncu nosu. In zato v bistvu imajo starejši lahko malo večji nos, uhlji pa se lahko v bistvu povesijo pri starostnikih tudi zaradi gravitacije, ker pol ta hrustanec v bistvu malo pade dol. Preostali deli telesa, kot recimo kosti, mišice, pa prenehajo rasti približno pri 20. letu, ko se puberteta ustavi. Katere spremembe se dogajajo med puberteto? Zelo hitro boš začela rasti. Prej se to pojavi pri punčkah, malo kasneje pri fantih. Opažala boš tudi druge spremembe na sebi, vpliv hormonov, ki se bodo začeli tvoriti. Pri moški vpliva na to, da malo več mišične mase se tvori, pa tudi potem tista sekundarna poraščenost. Pri punčkah pa se potem pojavi tudi menstruacija in menstrualni cikel. Zdaj vem veliko več o telesu. Tudi kaj se zgodi, če ga zanemarimo. Ne ga zanemari. Adijo!